Lep pozdrav vsem traderjem, spet še en teden tukaj in nove analize, ki sem jih pobral za vas, pa kar začnimo. In sicer to je dolar indeks. Kot vidimo, dolar indeks je trenutno še kar v daily buy coni. Zakaj to vidimo? Ker je tukaj cena začela iti gor, naredila je nek low, naredila je nek šibkejši hike, prišli smo v to buy cono in kar se tukaj zdaj dogaja je to, da se v bistvu, lahko bi rekel, kupci in prodajalci še kar borijo. Nazadnje se je zgodilo to, da so prodajalci ceno porinili dol, kupci so jo porinili gor, prodajalci spet dol in kupci spet gor. In zdaj so spet sellerji v bistvu ceno dol porinili. Kaj zdaj lahko pričakujemo naslednji teden je to, da ali se bo ta vzorec nadaljeval in bo cena konsolidirala, se pravi, se bo nekaj tako odbijal, ali pa bo cena prebila ta hike, prešla na tega in začela spremeniti trend na gor, kar še verjamem, zato ker smo še kar v buy coni na velikem časovnem obdobju, ali pa se lahko zgodi to, da cena pride pod ta low, se močno zapre, naredi nek retest in potem pade dol. Kaj to pomeni, zakaj analiziram ta par, je pa predvsem zaradi tega, ker potem lahko vemo, kako tradati valute proti dolarju oziroma dolar proti ostalim valutam. Gremo naprej. Evro proti dolarju, kakor vidite, smo na velikem časovnem obdobju v sell coni že nekaj časa. Tukaj je ta naša sell cona, se pravi, cena je prišla gor, se je že dvakrat v bistvu dotaknila, ni uspela priti oziroma dobro reagirati in pada dol, ampak vseeno vidimo, da tudi buyerji nimajo neke moči, da bi ceno porinili višji. Torej, kaj lahko vidimo tukaj je kot neka akumulacija oziroma zbiranje naročil, lahko bi rekel bank, ljudi, česarkoli, in volumna, da porinajo ceno, ko bo dosti keša noter, končno nižji. Če se to zgodi, lahko vidimo sell na tem paru, če se to ne zgodi, lahko vidimo nek preboj, nek continuation, nagor preboj tega hajga tukaj in potem ravno obratno kot dolar indeks. Se pravi, kaj zdaj jaz tukaj čakam, je v bistvu najboljš bi bilo, da cena ali prebije ta low tukaj, pade dol in gremo sellat, ali pa pač prebije ta hike tukaj in iščemo buy. Dosti nakrcano, ampak ja, tako si lahko ustavite video, pa pogledate še enkrat, ko sem narisal. Gremo naprej. Dolar proti enu, kakor vidimo, kaj se je zgodilo. Na daily časovnem obdobju, torej cena je naredila nek low, naredila je nek hike, ampak ta hike sem tukaj naredil X, zakaj? Ker ta hike je nek šibek hike, zakaj? Zato, ker je v bistvu ni prebil prejšnje strukture oziroma prejšnje višine na strukturi, ampak je iz te strukture oziroma tudi neke sell cone reagiral in padel dol. Torej, kaj pomeni, da to je, da je lahko to prva indikacija, da bo ta dolar padel niže oziroma da je samo cena padla iz tukaj dol, da pride v to buy cono in iz tukaj začne nek nov uptrend. Če se to zgodi, lahko iščemo za buye oziroma lahko tudi že zdaj gledamo za buye, stop lossom tukaj nekje od spodaj, ampak je fora, da je malo bolj riski, zato ker hike tukaj ni bil prebit. Smo pa tudi ta sell, to sell pozicijo analizirali nekaj tedna nazaj, mislim da, oziroma to cono označili. Cena se je zdaj tukaj približala in v bistvu, če si vejel tukaj sell, si lahko že zdaj naredil profit in tukaj buyaš in imaš v bistvu obe strani marketa pokriti. Gremo naprej. Novozelandski dolar proti jenu. Če lahko pogledamo na daily časovno obdobje, kaj se je zgodilo, preprosto je cena naredila nek low, naredila je nek hike, kako to vem? Vem zato, ker naredila močen premik gor. Prebila je te manjše strukture, ki pa niso tako pomembne in prešla je v to cono tukaj. Iz te cone pričakujemo lahko, da cena pade nazaj dol, preden gre nazaj gor. Kaj zdaj jaz hočem videti oziroma kaj gledam je preprosto na 4-urnem časovnem obdobju, da vidimo, ali nam lahko ta sell cona provide oziroma preskrbi sell pozicijo do tle dol. Če dobimo sell pozicijo iz tukaj, stop loss lahko tukaj, target je tukaj in potem spet nek buy do tle gor. To bi bilo super, če se to zgodi, lepa priložnost, lepa opportunity, lahko pa samo čakaš in spremljaš, kaj se s to ceno dogaja in potem, ko vidiš razlog za nakup oziroma prodajo, to narediš. Gremo naprej. Pound proti avstralskemu dolarju. Evo, še nekdo je prišel, Tomo samo prosim muti svoj mikrofon, ker snemamo. Pound proti avstralskemu dolarju, kakor vidite, tukaj je cena prišla v sell cono, padla je dol zelo močno in zdaj smo še kar tukaj. Na 4-urnem časovnem obdobju lahko vidimo, kaj se je zgodilo. Torej, cena je naredila nek low, naredila je nek hike. To nam pomeni, da smo tukaj bili v uptrendu. Potem, ko je cena prebila ta low tukaj, nam je dal prva indikacija za spremembo trenda, potem je naredila nek lep pullback v prvo sell cono, iz kateri smo že gledali prodajo, ampak nisem tega objavil. In iz tukaj je cena tudi spet začela padati.
Kaj bi zdaj bilo najbolj varno za vsakega traderja je, da počaka, da se ta lov ponovno prebije, potem poišče sell cone tukaj in trada vse do nekje tega lova tukaj ali pa te buy cone tukaj, oziroma do risk rewarda, ki njemu ustreza. Ampak ja, lep trade, preprosta market struktura in, kako bi rekel, prilagajanje marketu. Pound proti kanadskemu dolarju, kot vidite tukaj, naša weekly cona se je dotaknila izpred 2-3 tednov nazaj. Kaj nam zdaj pove v bistvu? Tukaj vidimo, da imamo weekly sell cono. To je lahko prva stvar, ki jo lahko gledamo, je to, ok, ko cena pride sem noter, če uspem executati pozicijo iz tukaj, pomeni, da lahko pozicijo dolg časa držim, oziroma je smiselno držati dolg časa. Zakaj? Ker smo prišli na cono na velikem časovnem obdobju. To je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da ko poiščeš entry, oziroma vstop na manjše časovne obdobje, oziroma mogoče na 4-dnevne, kakorkoli je, imaš spet neko indikacijo, da čeprav je lahko tvoj stop loss zelo velik, je vseeno risk reward na koncu lahko dober, ker je to weekly sell cona in kakor vemo, mora cena narediti nek healthy price action, torej če gre samo gor, ne more iti pol tako, ampak mora narediti nek pullback. Če smo mi tukaj v sellu, lahko pričakujemo pullback to nekje sem. In to je pa tudi tukaj ta primer, torej tukaj je bil ta premik gor, potem premik dol, cena je prišla noter, zdaj lahko pričakujemo pullback, dokam, to točno vse ne ve, ampak lahko bi tudi celo do sem noter prišel. Vse to pa je odvisno od tudi dogodkov na marketu, ki se bodo odvijali, ampak ja, trenutno se lepo dogaja tukaj to, da je cena naredila nek hike, čakamo, da naredi nek strong low, pride nazaj sem gor, prvi stop loss tukaj, drugi je lahko tudi tukaj, ki je malo bolj konzervativen, potem pa take profit pri tvom targetu, oziroma lahko pri tem lovu, pri tem lovu, pri tem lovu in potem tako naprej. Da se tudi druge fore, kdo je naš član, mogoče ve, oziroma mogoče tudi ne, lahko tudi drugič razložim, oziroma kdaj razložim, ampak da se pozicijo menedža, da se zapira delne pozicije in tako ostati v poziciji dolg časa, preden te vrže ven, oziroma preden izstopiš. Tukaj imamo še en trade, avstralski dolar proti novozelandskemu dolarju, cena je naredila neko buy cono, gremo na daily. Naredili smo neko buy cono, kako to vemo, cena je naredila tukaj nek low, naredila je močen hike, skrajna cona, tukaj je bila ta cona, cena je prišla zdaj noter in če gremo na 4 ure, lahko vidimo zelo lepa stvar, ki se dogaja, torej to je bil zadnji premik v našo cono. Začne se preboj, če se bo zgodil, močen, lahko gledamo povratek sem noter, vstop na manjšem časovnem obdobju in potem nakup do tukaj, mogoče tudi do tukaj. Naslednja par je avstralski dolar proti švicarskem franku. Kaj se je tukaj zgodilo? Preprosto spet pogledamo market struktura. Na daily časovnem obdobju smo v downtrendu, cena je naredila hike, naredila je low, prebila je prejšnjo mini strukturo in na 4 urah smo prišli v ponovno sell cono, oziroma to je že drugi retest, kjer lahko market tudi spremeni smer in pade niže ali pa ga prebije in nadaljuje više. To je tukaj čakam samo na neko konfirmacijo, če se bo zgodilo, lahko sellerji pridejo v market za sell, oziroma če bo preboj te strukture, potem sprememba trenda in hodanje te pozicije za malo dalj časa. Spet, če ne veš, kako pristopati, ne tradaš tega para. Evro, kanadski dolar, kakor vidimo tukaj, cena je prišla v weekly sell cono, naredila je hike, naredila je low, prebila je prvo sell cono, prišla je v drugo, ponovno je padla. Kako lahko zdaj mi to izkoristimo? Preprosto pogledamo, ok, kaj se je zgodilo, sprememba strukture, cena je naredila hike, naredila je low. Si izberemo sell cone, ki jih imamo, tukaj je prva, druga je lahko tukaj nekje in čakamo, kaj se zgodi, ko se cena temu približa. Če se temu približa, pogledamo konfirmacijo oziroma vstop na manjših časovnih obdobjih in če se to ne zgodi, ne rabimo iti v trade, izognemo se izgubi in smo potrpežljivi še naprej. Novozelandski dolar proti švicarskem franku. Tukaj je lepa stvar, da v bistvu lahko zdaj gledamo to tako. Cena je naredila trenutno velik premik dol. To je pomeni, da je bila hike, narejen je bil, low je bil narejen in da so sellerji v marketu trenutno močnejši, ampak ne pomeni, da buyerji ne morejo priti v market. Kako lahko zdaj mi to izkoristimo? Je sicer tako, da vemo, ok, če želimo iz tukaj sellati, pomeni, da bo cena mogla do sem priti. To je prva stvar, ki jo vemo. Druga stvar, ki se lahko vprašamo, ok, kako pa priti zdaj do tega gor? Torej, zdaj lahko vemo, ok, jaz bi rad poiskal nakup in nakup z targetom tukaj gor.
Se pravi, spet pogledamo strukturo, ok, cena je naredila nek low, naredila je nek hike, analiziramo naše cone, ko je tukaj, lahko je tukaj, in ko cena pride sem noter, poiščemo top na manjših časovnih obdobjih za targetom, ki nam ustreza, oziroma z magnetom v velikem časovnem obdobju, ki je pa trenutno ta cona. Torej, to se lahko zgodi, po preboju tega je razveljavljen uptrend in lahko nadaljujemo nižje. Ampak ja, to je high profitability trade. In spet, če pridemo sem noter, je čisto logično, da lahko target pride spet ponovno cena sem. In to je, ne vem, če pogledaš, lahko ne vem, nekje 250-260 pipov premika dol. Pa še en par, in sicer avstralski dolar proti US dolarju. Kaj vidimo tukaj? Cena naredila hike, naredila je low, tukaj je našo sell cono prvo že prebila in je šla više, zato sem to tudi prej malo zbrisal, ko sem analiziral. Ampak trenutno smo še v skrajni točki tega hajka oziroma tega premika dol in pomeni nam, da še kar iščemo za prodajo marketa. Torej, če cena naredi to, lahko sellamo, če cena naredi to, lahko gremo v buy. Spet bo odvisno, kako se bo dolar obnašal. Ampak ja, to je pa mislim, da to, kar sem prepravil, oziroma še en par se pravičujem. Švicarski frank proti jenu. Lep trade oziroma lepa priložnost je tukaj. Zakaj? Pogledamo ponovno, ok. Daily smo v kakšnem trendu, oziroma v kakšnem trendu, ja. Vidimo, da smo v bullish oziroma v naraščajočem trendu, to je naredila low, naredila je high. Ok, super. Pogledamo zdaj, prišla je v našo buy cono, se pravi, ne pomeni, da iz tukaj ne mora iti še nižje, ker lahko, ker cela ta cona je veljavna, ampak trenutno gledamo na to, da ker smo v velikem časovnem obdobju v buy coni, da se razveljavi sell cona na manjše časovno obdobje. Torej, tukaj sem označil pa trenutno sliko. Cena je naredila nek hike, naredila je nek low, prišli smo v našo sell cono. Kar bi trenutno jaz rad je, da se to prebije in potem lahko iščemo za buy gor in se poklapa vse z vsemi časovnimi obdobji, oziroma lahko tudi poiščemo za sell tukaj in sellamo iz tukaj, če bomo dobili razlog za sell. Razlog za sell pa bomo videli na velikem časovnem oziroma na manjšem časovnem obdobju. To je v bistvu to, kar sem pripravil. Zdaj bom končal snemati, potem pa če imate katerekoli vprašanje, lahko komu to vprašate.